Pozdravljeni! Danes bomo na GameGangu naredili review ter unboxing nove miške strani UV-Geara, ki se imenuje Lust, ki je ultra lahka. Poglej. To je to. Sedaj prvo, ko pogledamo, ne bomo zadevo prvo odprli. Škatla, sama embalaža je meni zelo všeč. Pritegne in če bi jo opazil na policah, je to takšen dizajn, ki bi me pritegnil, kar je zelo pomembno. Kdorkoli ve, kako zadeve potekajo, ve, kako je treba zdizajnirati takšno škatlo in treba je povedati, da so tukaj namenili veliko časa. Vidimo na sprednji strani seveda dizajn, tukaj na strani, kako izgleda od strani, zadaj pa tudi specifikacije in podrobnejši opis. Tukaj tudi že vidimo seveda, o čem se miška gre, tudi o RGB-ju, a ne. In v bistvu, kar se tega tiče, je na trgu le nekaj mišk, ki imajo skupno maso nižjo od Lusta. Med njimi so Glorious model O-, Final Mouse Ultralight 2 Cape Town, Cooler Master MM710 in G-Wolves HT HTM. Zdaj, večji del slednjih, z izjemo Cooler Masterja, so v tem premium cenovnem razredu, v katerem pričakujemo le najboljše. V notranjosti UV-Gear Lusta tako najdemo PixArt PMW3389 optični senzor, ki je eden tako imenovanih perfektnih senzorjev, brez vsakega pospeška in inherentnih napak. Zaznava do 10 metrov podlage na sekundo pri pospešku do 50G. Sicer je hitrost zaznave nižja kot pri flagshipih Razerja in Logitecha, ki imata 50% višjo hitrost zaznave, a verjamemo, da v primeru, da niste igralec svetovnega kalibra v hitrih strelskih igrah, tipa CSGO, Valorant ali Quake, pač ne bo ta številka imela negativnega vpliva na vašo izkušnjo. Srce miške pošilja preko 1,85 metrov dolgega najlonskega pletenega USB kabla podatke računalniku do 1000-krat na sekundo in ki ima tako imenovani lift-off distance, tretjine milimetra, kar je oboje super. Ampak bolj kot specifikacije je pomembna dejanska izkušnja uporabe. In tu miška, ki si je obliko vzela po izjemno popularni Zowie seriji EC, ne more zgrešiti. Za igralce, ki miško primete s celotno dlanjo, se bo čutila kot podaljšek vaše roke. Miška je, verjemite ali ne, resnično lahka. Če ste navajeni Logitechove ali Razerjeve miške, na primer, boste prav presenečeni na tem, kako je pravzaprav kot zrak je, nič ne čutim, da bi kaj težje predstavljal po podlogi oziroma po mizi. In všeč mi je tudi dizajn, da je zračen. Vsi vemo, ki gamamo po več ur, da se lahko hitro zgodi, da roka tudi postane preznojena, da nam je vroče. No, tu sem opazil, da ni prišlo do tega tako hitro, kot bi drugače. Še ena zadeva, ki mi je zelo všeč, je kakovost kabla. Vsi vemo, da ko imamo miško več let, je ponavadi kabel tisti, ki izda miško, zaradi katerega je dostikrat pomembna menjava. Tukaj mi je zelo všeč kvaliteta kabla, ker resnično zgleda, kot da bo zdržal dolgo uporabo. Zdaj, tukaj pa pridemo potem do glavne težave pri naši izkušnji, vsaj če redno uporabljate tako imenovani scroll wheel. Sredinski kolešček ni imel zadovoljive rotacije, dodatno pa so bili ti sredinski kliki res nerodni. Saj pogosto jih zgrešim in pa tudi stranske tipke so preveč, bom rekel, spužvaste zame. Zagotovo je pomembna prednost, ki jo je pa treba vzpostaviti, je pa slovensko poreklo izdelka. Morebiti je res izdelano na Kitajskem, a tam proizvajajo izdelke tudi vseh drugih mišk v prodaji pri nas. Od nižje cenovnikov do tipa Red Dragon do Razerja in na vse zadnje tudi Logitecha. Skratka, če imate kakršnokoli vprašanje in v primeru tovarniške napake, greste skozi proces reklamacije, pa sta dokumentacija in prodajna ekipa v Sloveniji, kar je super, in vam tako ne bo treba klicati v Anglijo ali na Kitajsko. Namreč se boste lahko pogovorili v slovenščini. Ena zadeva, ki bi jo še omenil, je, kako elegantno je postavitev RGB svetlobe. Ko je miška prižgana, se RGB vklopi zelo, bom rekel, neopazno. Vemo, da smo v dobi, kjer je zelo moderno imeti kričeč RGB sistem, in tale miška zelo dobro to predstavi elegantno. In ne boste imeli po večurnih, ali tudi za delo ali za gaming, ne boste imeli tega občutka bolečine v zapestju, ki pa vemo, da je že v gamingu sedaj postala težava. Miška je vsekakor kvalitetna,
a ni popolna. To je pa tudi potrebno omeniti. Sem pa jo z veseljem uporabljal in jo tudi verjetno še bom naprej. To je pa to vse z Game Ganga za to recenzijo UV Gear Lusta. Ostanite z nami za naslednje.